Hi, ti zdaj. Rekla sem, da bo ta video nekaj posebenega, ker danes, ko vi to gledate, torej petek 21.7. je moj rojstni dan in je tudi petek, tako da obvisli ne sedim za kamero, ampak sem nekje vzunaj, nek presenečenje, nekaj me čaka, ne vem še kaj, tako da nekaj definitivno počnem za svoj rojstni dan, ko vi gledate ta video. Kaj bo pa zdaj konc true crime, zaradi tega, ker nisem našla druge boljše ideje. Pa še butala sem mikrofon. Tašča me klič. A sem prej sploh snemala. Zdaj sem se pač izbegala. Na Instagramu sem sprašala, kaj bi za moj rojstni dan posebnega snemala, neki drugač, da ne stare videe, gledam ali nekaj in ni bilo takih idej, mi je zdaj rekla, ja, to hočem, ni mi bilo ene in sem bila kar ne vem, tako mi najbolj true crime dela, dajmo true crime, ker ga zdaj že nekaj časa ni bilo. In te dve punce, ki sta tragično končale v tem true crimeu, danes sta šle slučajno žurat in če se ne motim, nek sem prebrala, da je imela eno rojstni dan in ne vem, nekako sem povezala v glavi, da je to današnji true crime. To sta dve res lepe, krasne punce, ki sta imele navzven popolnoma vse hollywoodsko življenje, LA življenje, ena je bila model, druga je bila dizajnerka in arhitektka, bile sta frendice, imela sta perfect Instagram live, tudi tako v realnosti njun live čeloma je bil top shit. Pa družila sta se dejansko celebrity, po najbolj fancy klubih sta bile, ne vem, kako poznate to sceno, jaz jo itak tudi ne, ampak dejansko to pri njih je a thing. Tega tukaj ni, tukaj so high society, ki itak načeloma ga ni, se ne bo družil nekje skup tega, je pa tam full. In tudi to, kar se je zgodilo v teh visokih krogih. Vse skupaj se je zgodilo 13. novembra 2021, ta tragična usodna noč. Najbolj žalostno je, da v tej zgodbi bomo šli čez to, kaj se je zgodilo tem dvema dekletoma, ampak v realnosti, že samo v krogu teh ljudi, katerih bomo danes govorili, ko so pač packi in prasci, se je to verjetno zgodilo veliko več dekletam. Torej, ta noč je postala usodna za 24-letno manekenko Christy Giles in pa za njeno prijateljico 26-letno Hildo Marcelo Cabrales Arzola, klicali jo bomo Marcela ali pa Hildi, nekaj takega. Zabavali ste se torej v LA-ju, šle sta žurat, bil je girls night. Christy moram omeniti, da je bila tudi poročena, kaj več o tem kasneje, ampak bila je poročena in njenega moža trenutno ni bilo zraven, ker je tole mlada družba in so veliko tudi tako posebej hodili, oziroma ona je oboževala razne žurke in je šla kdaj tudi tako, oziroma ba sta imela svoje biznise in so bili tek na drugem koncu. Chrissy, na primer, taka je bila model, manekenka, ni bila samo lepa, bila je tudi, kot jo mama opisuje, tako res free spirit, full taka Alabama girl, Southern girl, tako razno, če to v Slovenijo preneseš, bilo po moje tako balvaško, dekle, rada je kone jahala, rada je streljala s puškam, s fotram, bila je taka malo divja, free spirit, malo hippie, tudi na slikah se vidi, bila res mačka taka, pa je vedno full energije v prostor prenesla. Malo mi je žal sicer, ker njo ful opisuje v vseh teh možnih člankih in povsod. In je tako, da ono drugo malo zapostavljajo, ker nje zelo malo sem videla, zelo malo sem prebrala, ampak pač rada je ribarila, zelo rada je oboževala fuzbal. Fuzbal je dobesedno igrala v šoli non-stop in bila je toliko dobra, da ni bila v ženski ekipi, ampak so dala v moško ekipo. Pa ne pravim, da ženske slabši fuzbal igramo, ampak pač v primerjavi z deci nekako imajo ful velike ene vzdržnosti in ful imajo močne brce in to in če da žensko tja je to res super. Vsaka čast. Poj pa še za zabavo tako 12 km na dan pretekla, ker pač je loh in potem na eni točki dobila ponudbo, da bi postala model, ker jo pač ena agencija izfišala in takrat se je mogla odločiti, ali bo športnica ali modelka in je se odločila takrat za manekenstvo, ampak je valjda zraven še vedno obviously športala kot hobi. Imela je take zanimive poteze, tako na razen oči, ful spominja na Kate Moss, če mene vprašate. Ko se je preselila v Južno Kalifornijo, je tam je tudi ful izstopala, ker tam je neka svoja moda, bom maybe najdla tle slikto, maybe ne. Ona je pa prišla ta Soho stila, veš, hippie, vse razvlečeno, vse široko, rože, to. Še en izjemen fun fact, kot sem prej rekla, bila je poročena, ampak poročila se ni kar tako normalno, ni bila spet tako mlada, da bi rekla, da je to čuden, ampak poročila se je na Burning Manu, to je pa tak odštekan festival, meni deluje, kot da bi snemali tam lahko film Mad Max. Ne vem sploh iskreno, ker muska tam je, ampak tako malo odštekano se deluje in očitno tam v ceremoniji se lahko tudi poročiš. In obviously njeni starši niso bili srečni, pač ko je prišla dama, poročena sem in niso bili v šoku, valjda. In pa sta rekla, kao, ne, se ni panike, ta prav obred za družino, vse to še bo, ampak sva pa uradno pač poročena na Birminghamu. Ok, kot sem rekla, njena noč se je začela v Soho Houseu. Ne vem, če ta prav sliko točno tega hausa najdela, ampak Soho Housei so placei,
za bogato, prestižno smetano, za umetnike, za kogarkoli, kdo kaj je, ga kdo lahko pozna, da se tam družijo in so. Jaz tega nisem vedela do lani, ko sem gledala Inventing Anna serijo. To gledajte, če hočete zvedeti, kaj je to high society in kako vse poteka in tralala. Mene to v lifeu ni mikal, še na evente hoditi, mi kdaj ful smotan, ker folk ne govori med sabo, ne mingla, kada so eni leveli nečesa, in to ni. Tlej pa sploh sama smetana, ampak bilo vse cool, sta imeli žurko, sta plesale in sta tudi nadaljevali naprej v warehouse party. Ne vem, zakaj se tako reče, ali je dejansko v nekem skladišču ali ne, v vsakem primeru je plat za žurke. In iz tega warehouse imamo dejansko še ta njun zadnji video, kjer jih pač vidimo žive, zdrave in še vedno basically same. Ni bilo pa to za dolg časa, ker so se jim pridružili neki not cool osebki. Tam je bil en moški, ki naj bi Hildo povabil, ki je bila pač samska trenutno, naša Kristi poročena, Hilda je samska in jo je povabil na after party in valjda ne bi šla sama in je šla z njo tudi, se je odločila iti Kristi. Kdo je ta moški? Ni bilo težko razbrati, ker prvo kot prvo vidimo jih na eni sliki skupaj, oziroma vsaj s to njeno frendico Hildo je, tako da že vidimo kot dokaz, da je bil tam in to je bil David Pierce. Ko slišimo ime David Pierce, avtomatično je enako bad news, slaba novica. Če bi on imel review na internetu, bi bil ta review pol zvezdice, nad zvezdice, -13 zvezdic, obupna oseba, kdorkoli v njemu ima karkoli zapovedati slabe stvari, grozljive stvari, scary stvari. In obviously od samega štarta je bil sumljiv. Scena, ki se je zgodila iz petka na soboto, recimo, da tukaj vmes zaenkrat imamo luknjo, kaj se je zgodilo, ne vemo, ampak kako se nadaljuje zjutraj v soboto, je grozljivo, zaradi tega, ker truplo od Kristi odvržejo pred eno bolnišnico. Pred bolnišnico Southern California Hospital. Kristi že od samega začetka, ko so jo odvrgali, ko so jo najdali v zun, ni imela pulza, ni bila živa, niso imeli kaj oživljati, pač ni je bilo več. Medtem, ko so Hildo odložili 2 ure kasneje pred drugo bolnišnico, pred bolnišnico West LA. Pripeljal jih je Black Prius avto, brez tablic, črn. Notor so bili pa zamaskirani moški, načeloma 3, naj bi imeli tudi bandene, kapuce, hudije in vse, kar je možno, da zakrije faco. Tukaj je bil ful upleten nekako njen mož, ker je bil tako v šoku in nekako si je začel iti čez to stisko, tako da je začel sam raziskovati. Ne vem, zakaj ni policija več, že je on toliko daleč prišel z raziskovanjem, ampak okej. Imel to srečo, da je Kristi z njemu delila lokacijo in avtomatično zdaj, ali jo je bilo strah, da jo je prižgala, ali jo je imela prižgano že prej, nisem ziher, ampak ko je on začel čekirati to zjutraj, ko mu je postalo sumljivo, kao že dolgo spi, noč ne vem, je videl neko lokacijo na zemljevidu in ta lokacija mu ni bila znana, ni mogel reči, to je klub, to je nekaj logičnega, ni hotel, ni, ne vem. Njen fon torej je bil lociran tukaj na 8641 West Olympic Boulevard v hiši. Hildo, ko so vložili, je bila pa živa. Imela je puls, ampak je bila neodzivna, torej v neke vrste. Poskušala se jo valjda oživljati, ampak je padla v neko umetno komo. Njeni možgani ne bi imeli premalo kisika preveč dolg časa in preprosto ne bi mogli več načeloma dobro funkcionirati. Do tega pa je prišlo zaradi tega, ker ne bi imela v sistemu preveč heroina in tukaj se zgodba precej zaplete. Mož je zatrjeval in tudi starši so zatrjevali, da po vsej verjetnosti punce v life ne bi namerno vzele heroina in da je bila z njih neka motivacija teh moških seks in da so želeli na nek način, ali pa so jih pač zadrogirali. Torej, tako kot je mož imel dostop do lokacije, pa je kasneje videl tudi sporočila med puncama in zadnje sporočilo je bilo 5:30, ko je Kristi napisala Marceli. To je bilo že takrat, ko ste bili v tem random stanovanju in je Kristi napisala let's get out of here in wide-eye emoji, torej tale je onajla. In če mene vprašaš kot žensko, da bi to frendici napisala, ja, me je strah na tej točki in ja, hočem iti. Full simple, pač what the fuck, let's go. Nekaj se je dogajalo, nekaj se je zgodilo, nekaj je bilo, nekaj jih je ustrašilo, nekaj jim je rekel, ni važno, koliko drog sta imeli urit, da morata iti. Potem ni bilo več sporočil, ni bilo več komunikacije, vse so ugasne in tudi, ko ji je odpisala Marcela, je odpisala, ja, pokličem Uber, pride čez 10 minut. Se pravi, Uberja dejansko ne pokličeš, ampak ga pač naročiš, tako da se ne bi videli, da je nekoga klicala. Ampak ja, Uber je prišel dol in je čakal in nobene punce ni bilo in je potem obviously šel. Ampak tukaj meni tako zelo močen občutek dobim, da punci sta prišla do ene točke, ki sta dojela, da hočeta iti. Ko so oni ugotovili, da hočeta iti in nekaj vmes prišlo, da so jima to po mojem preprečili, ker so imeli neko drugo agendo in preprost nista nikoli prišle domov. Warehouse, čisto za informacijo, ne bi zapustili tam 4:45, tako da konc koncev ful nista bila dolg časa realno v tisti čudni hiši iz lobe. In ja, poleg heroina, ki sem ga prej omenila, sta imela v krvi tudi amfetamin, to je zdaj
Kakor jaz vem, najbolj popularna droga v Ameriki in dela izjemno štalo, tako hujš kot kakršnakoli revščina, vojna, pruno, zombi je povsod. Ne vem, kako deluje točno, ampak moj greš čez nov in teninico je to. In pa tudi kokain. Kokain naj bi vzela v warehouseu, to moramo priznati, zaradi tega, ker sta se tudi med seboj dopisvale in je Chrissy Elfilda napisala, kao, greš na lajno, a ne, ker je lajna itak vedno kokain. In je druga rekla, kao, ja, pa Eva in sta šle in tudi en tret kolega, ki je bil še tam, jih je videl, da sta pač to drogo vzela. Fora Christy je, da je, kot sem rekla, oboževala žurke in oboževala festivale. Tukaj vedno skoraj zraven pridajo rekreacijske droge. Jaz prej nisem dejansko razmišljala o tem na ta način, kot zdaj. Zame, jaz mislim, da so vse trde droge, ker niso pač, ne vem, trava, alkohol, kava. Očitno ne, rekreacijske droge so pol, ki so očitno MDMA, pa ecstasy, pa kokain, I guess, pa verjetno še kakšne, ki se zdaj ne vem ali pa ne spomnim. In potem imaš še te kao hard droge, ki so pa tako kot heroin, In fora Christy je bila, da je imela bratranca, ki je čisto popolnoma zavozil na heroinu ali eno izmed teh drog in tudi na polno se je izgražala nad amfetaminom. Tudi jaz zdaj, če gledam na TikToku, folk pač na tem je meni obup groza, fuck, pač zakaj. In što se da na ta način, ko je imela ona debate o teh drogah, vedno se lahko človek pretvarja, da mu ni mar, ampak ona je bila res zgrožena nad tem drogam, ki niso rekreacijske. Torej, ker po njih ne boš bolj žural, ampak boš dejansko sam umrl. Izklopil se boš, a ne, mislim, ne umrl, pač unošel na off, kot heroin, I guess. In njena mama ni stravila, da to za njo toliko pomembna debata, da je enkrat s hčerjo govorila o tem, ampak zdaj nekako je potem bila 100% prepričana in tudi njen mož, da te dve punce v lifeu ne bi poljubno vzeli pač teh drog, torej heroina in amfetamina, ki sta ga imela v krvi. Sta pa kokain. Meni osebno je ful čudno, zakaj bi iz cele te žurke afterparty oziroma vsaj tudi, če jih je bilo samo 5, recimo, one dve pa 3 uni tipi, skaj bi sam one dve potem overdozale. Ker bi pomenili, da ne vem, so jima pač na nek način usilili, če se niso, a ne, če so bili oni super kot svetke. Potem druga stvar je, da o Christy vejo vsi to, da bi se ona baje borila ko žival na vsak način, če bi se lahko borila za svoj life ali pa da nekaj ni po njenem. In na njej ni bilo nobenih sledi boja, bitke, obrambe, kot bi lahko rekla. In potem se lahko sklepa spet, da so jo pač na skrivaj nekako zadrogirali. Fora je baje heroina, da ga lahko tudi skadiš kot joint ali pa je zakrinkano jointu, tako da to je opcija, ali pa da nekoga prsilaš, ali pa ne vem. Vedno moramo popustiti opcijo odprto, da sta pač tudi poljubno sami to vzeli. Vedno je pač definitivno možnost. Ne vem. Pa še ta bizarna ideja, čeprav če bi se samo strašili, da bi dve punci tam predozirali, normalen človek bi pač pelal človeka v bolnico ali poklical rešilca, a ne. Oni so pač odvrgali vsako po drugi bolnišnici. Pač zakaj? In fora je tudi, da te dve bolnišnice definitivno nista 2 ure narazen, to, kar pač je trajala, preden so eno in drugo odložili, ampak dobesedno tako 9 do 11 minut, če bila gužva. In tudi to je fora glede drog, pač meni osebno ni bistveno, sta vzeli tiste droge ali ne, vsak daj v lifeu, ki je za bluzi, ki je narobe naredil, whatever. Hočem reči, da če sta one dve na 5:30 uri točki hotle iti dam, verjetno nista hotle vzeti novih trdih drog, se pravi, jih je nekdo ustavil s tem drogam. Ali pa če sta jih že vzela, ne bi hotle takrat iti po Uber, ampak bi bile pač out. Se pravi, veliko stvari kaže na to, da nista hotle teh drog, mogoče res. To smo pa pri Davidu Pearsu, pri tej zlobni pošasti. Fora, da se potem javnemu dogodku ful začela oglašati ženske v njemu, tako res jih je neskončno, ne bom vseh zgodb govorila, ker bom 3 dni tukaj, ampak vse imajo z njemu toliko obupne izkušnje. Pač ena recimo, ki je bila z njemu kot bivša 4 mesece. Njo pa je psihično, mentalno popolnoma zlorabljala, bila je popolnoma zlomljena, denarji kradel, umirala v njemu in potem je enkrat domov, mislim, da ni snemala. Enkrat domov dejansko pripeljal eno ful mlajšo, tako eno mulo, enega otroka, ki se ga je dejansko bal, ker nič ni hodila z njemu in je potem tam silil v seks. In tudi ta njegova ženska je imela velikrat po seksu črnice in razne rane in enkrat je v faco ugrizel do krvi. V glavnem definitivno ima psihomodel. V glavnem denar je tako dobival, da ga je kradel ali pa je ljudi izseljeval s tem, da jih je zadrogiral, da jih je napil, v glavnem sam bad game. Velikrat je uporabljal te rape droge za mlade ženske, na katere je pač večinoma palil, a ne, in ja, tako res nagravžen na vseh nivojih. Pol se je pa še družil z Ronom Jeremyjem, jaz v njem ne vem nič, razen tega, da je bivši porno zvezdnik, je pa tudi bil obtožen raznih alegacij posilstva in takih zadev in on naj bi mogoče celo bil tudi njegov stric, torej krvni sorodnik. Skratka, David je bil tudi na temu warehouse party in tudi on je bil pač ta oseba, ki je povabil k sebi domov. In potem policija, valjda, ki je prišla tja, je govorila z Davidom, ampak
tega ful dolg ni ven prišlo informacij, kaj so zvedeli, so pa govorili z 2 sosedama, ki živita zraven njega. In te stvari, ki sta povedala, so meni tako grozne. En je rekel, da je dejansko slišal stokanje, pač kot neko mučenje varianta, neki res. In pojba je vprašal, kako je fora, če kaj za pomagati, in je on rekel, da ne, da roleplayata, ali je celo ženska to rekla, ali nekaj tacga. In poj pač kar pustil in drugi tudi to slišal, ampak si mislil, da pač pri njemu itak skozi nekaj dogaja, skozi je folk, skozi je nekaj in tudi nista želela imeti z njemu pač opravka in nista želela imeti z njemu problemov, ker sta pač vedela, da je bad guy. In dejansko take stvari ljudi ustavijo pri toliko groznih situacijah. Pa so pa še ene bolj grozne govorice o Davidu, in sicer, da naj bi bil organizator snuff party. Sliši tako, kot da je ena droga, ampak je v bistvu še veliko hujš, in sicer to, da naj bi nabirali na kup ljudi, ki so pripravljeni plačati do $100,000, da bi gledali realno v živo smrt človeka. Se pravi, vedno je to opcija, da so jih probali v ta biznis spraviti, da ne vem. Glede na to, kaj se počne, se mi to zdi samo en delček te sestavljanke, ki bi bilo čisto normalno, da bi on to počel. En moški, ki je bil zraven, torej z njemu tist večer, je bil Brent Osborne. Glede njega sploh nimam besed. Fora je, da se je on potem enkrat dobil z 2, ne vem, sta bila kolega ali tako random, 2 igralca, ženska in moški, in so imeli neko debato in se je model začel hvaliti o tej noči. Se pravi, kaj je tem puncem naredil, koliko je bila nora divja noč, koliko je bilo vse fucked up, in on se je hvalil s tem. Se pravi, tipičen mentor, tipičnega unga morilca spominja, ki pač ne more, da je tih, pač to se fulkrat zgodi. In on je povedal tudi to, da ne bi bila sicer Kristi v neki svoji sobi in Marcela pa v drugi sobi, ker ne bi se z nekom pač kao hook-upala, ne bi pač nekaj imela. Od Kristi potem nisem nadaljevala, ampak bilo je to mučnih 11 dni, preden je tudi potem izgubila življenje. Torej, bila je komaj 11 dni in potem je umrla. Tretji moški pa Michael, on je pa ves čas potem trdil, da je bil samo priča in da ni imel nadzraven in tudi želel na sodišču biti kot asset unim 2, torej v pomoč kot pozitivno, mi nismo nič krivi, Nenormalno malo informacij jaz najdem konkretnih kaj se s temi moškimi zgodili. Jaz vem, da so šli v zapor, pač David in Osborne sta šla v zapor, ampak zaradi alegacij čist drugih žensk, ki so pač konstruktivne, vse je tako, nič ni povezano med sabo, ampak teh žensk je bilo ogromno in samo zaradi tega sta šla pač v zapor. Medtem, zaradi umora pa dejansko ne bila sta obtožena, nista šla pa zaradi tega v zapor, kako jaz razumem. Kar se tiče spolne zlorabe, to mi je tudi ful čudno, pač ne vem, kva se je tukaj dogajalo, ampak kar ene informacije. Skratka, uradno naj ne bi bilo posilstva, naj ne bi bilo oznakov, da je kdorkoli nasilno imel spolne odnose, čeprav medicinska sestra, ki je bila pa tistih 11 dni okrog Marcele, Hildi, je pa rekla, da ja, je videla sledi tega, da je neki tearinga pa krvi, se pravi pač na spolnem organu, tako da mislim, ne vem, ona je že vedela, če je bila medicinska sestra, I guess, ne vem, ali pa kdo komu grozi, da je to neka višja banda, višja sila, ki noče, da vam pride, ne vem. In ja, to je ta žalostna rojstnodnevna zgodba. Hvala sem že vnaprej, če vam ne bom podpisala za čestitke, verjetno mi boste veliko čestitavali. Drugače pa pridni boste, radi se imejte, jaz grem to zdaj še zaeditati. Se gledamo, Aliena mama out.